Pozdravljeni. Poslovne procese lahko razumemo kot pogled na poslovanje oziroma delovanje podjetij, upravnih organov, javnih inštitucij, nasploh vseh organizacij. Zakaj je tak pogled koristen, kako nam lahko pomaga pri izboljšanju poslovanja, večji učinkovitosti, uspešnosti, kakovosti storitev za stranke pri digitalni preobrazbi? Kako modeliramo in prenavljamo poslovne procese? Vse to so teme tega uvoda v menedžment in modeliranje poslovnih procesov. Pri procesnem pogledu na poslovanje se osredotočamo na skupine povezanih aktivnosti, ki na koncu dajo nek rezultat, ki je pomemben za najsi bo stranke ali organizacijo, torej v splošnem za neke odjemalce, lahko so ti notranji ali zunanji. Pri izvajanju teh aktivnosti seveda pride tudi do določenih dogodkov, ki so lahko ali posledica izvajanja aktivnosti ali se nam preprosto zgodijo. Sprejemati moramo tudi neke odločitve, na primer, po kateri poti nadaljevati z izvajanjem aktivnosti. Procese torej v prvi vrsti opredeljuje rezultat, kaj je cilj izvajanja teh aktivnosti oziroma kaj je vrednost za odjemalca. Ravno ta osredotočenost na končni cilj nam omogoča, da skozi analizo procesov preverjamo, ali delamo prave stvari in ali jih delamo na pravi način. Tipični primeri poslovnih procesov v podjetjih so recimo nabava, proizvodnja, prodaja, zaposlovanje, upravi pa izdajanje dovoljenj, evidentiranje, na primer nepremičnin in podobno. V vseh teh primerih lahko zelo jasno identificiramo rezultat. Nabavljena surovina, prodan izdelek, nova zaposlitev, izdano dovoljenje, evidentirana nepremičnina. Po drugi strani pa proces določajo tudi dogodki, ki sprožijo izvajanje procesa, tako imenovani sprožilci. Na primer, kupec pride v trgovino, prispela je vloga, lahko je pa to tudi časovni dogodek, na primer vsak mesec se na določen dan sproži izvajanje procesa obračuna in izplačila plač. Glede na tako opredelitev procesa so seveda za identifikacijo procesov zelo dobro izhodišče ponavadi prav izdelki oziroma storitve za odjemalce. Lahko so spet zunanji ali notranji. Pri tem moramo biti pozorni na to, da procesi praviloma presegajo meje enega oddelka, organizacijske enote, sektorja, včasih celo podjetij, inštitucij. Zato se ne smemo pri opredelitvi procesov omejiti zgolj na tiste aktivnosti, ki se izvajajo znotraj ene organizacijske enote. To bi bilo v resnici v direktnem nasprotju s temeljno idejo procesnega pogleda. Velja tudi opozoriti, da ne gre enačiti poslovnih procesov in postopkov, recimo upravnih postopkov. Seveda tukaj obstaja povezava, včasih proces povsem ustreza postopku, ne pa vedno. Tako imamo na primer na področju evidentiranja nepremičnin vrsto katastrskih postopkov, vpis stavbe, ureditev meje in podobno, ki pa se izvaja skozi isti poslovni proces. Morda z nekaterimi manjšimi posebnostmi, ampak še vedno gre za isti proces. Podobno je bil prav procesni pogled podlaga za združitev postopkov pridobivanja gradbenega dovoljenja in presoje vplivov na okolje, torej dveh postopkov. V en integralni postopek. Razlog za to je, ker z vidika stranke je to pravzaprav en sam proces, en končni rezultat, to je pa gradbeno dovoljenje. Če skušamo opredeliti, procesi so bolj fokusirani na aktivnosti in na končni rezultat, omogočajo vodstvu analizo učinkovitosti in uspešnosti poslovanja. Postopki so pa bolj pravila izvajanja aktivnosti, gre torej za predpisan način, kako se izvaja proces ali del procesa. Na primer, Zakon o upravnem postopku opredeljuje ta pravila za upravne postopke. Sicer ne vsa, v določeni meri pač. Ravno ta pogled od začetka do konca, do rezultatov, ne glede na meje oddelkov, organizacijskih enot,
je ključna značilnost menedžmenta poslovnih procesov. Na ta način pravzaprav lahko identificiramo neučinkovitosti pri izvajanju procesov, na primer nepotrebno večkratno izvajanje istih aktivnosti, večkratno zbiranje istih podatkov, neustrezno zaporedje izvajanja aktivnosti in podobno. Pogosto v primeru, ko proces ni viden vsem akterjem v celoti, opažamo tako imenovane funkcijske silose. Ti pa so odlična podlaga za lokalno optimizacijo, na primer optimizacijo delovanja posameznega oddelka, namesto da bi proces potekal optimalno v celoti, torej čim bolj učinkovito in tudi zagotavljal kakovostno storitev za odjemalce oziroma stranke. Če pogledamo to z drugega, bolj pozitivnega konca, menedžment procesov od začetka do konca omogoča, da proces poteka čim bolj brezšivno oziroma povezano. Z vidika stranke to pomeni, da je transparentno, katera aktivnost se izvaja v katerem oddelku, omogoča ponovno uporabo, souporabo podatkov, zbirk podatkov, torej da istih podatkov ne zbiramo vedno znova, je podlaga za razvoj horizontalno integriranih informacijskih sistemov oziroma rešitev, omogoča identifikacijo potreb po zagotavljanju interoperabilnosti, priložnosti za souporabo storitev, kar se potem vse skupaj spet odraža v učinkovitem in brezšivnem izvajanju procesov. Vse to pa je navsezadnje tudi osrednji cilj skupne prostorske infrastrukture. Očitno je torej digitalna preobrazba zelo tesno povezana z menedžmentom oziroma prenovo poslovnih procesov. Ta je v resnici ključni gradnik digitalne preobrazbe, drugače povedano oziroma celo več, digitalna preobrazba je definirana kot sprememba, prenova procesov, pa širše tudi poslovnih modelov z uporabo informacijske tehnologije. Če povzamemo, katere so ključne koristi menedžmenta poslovnih procesov, je to v prvi vrsti zagotovo kakovost storitve za odjemalce, v smislu bolj učinkovitega in brezšivnega izvajanja procesov, za kar pa je podlaga v nekaterih drugih koristih, ki jih vidimo tu prikazane. To so rezultati neke empirične raziskave. Pri tem se moramo seveda zavedati, da gre za neke povprečne vrednosti. Dejanski rezultati so odvisni od primera do primera. V vsakem primeru pa je doseganje takšnih rezultatov mogoče zgolj z zagotavljanjem celovitosti, povezanosti in predvsem sodelovanja. Poglejmo si zdaj faze življenjskega cikla menedžmenta poslovnih procesov. Prvi korak je identifikacija oziroma opredelitev procesa. Morda se to zdi komu na prvi pogled preprosto, v smislu, saj vsi vemo, kateri so naši procesi, pogosto pa v realnosti temu v resnici ni tako. Že prej sem omenil nekatere zmote ali napake, recimo temu pri opredelitvi procesov, ki se jim velja izogniti, sicer ne bomo dosegli pravih rezultatov. Izhodišče so pomembni rezultati za odjemalca in sprožilci, torej kaj sproži izvajanje procesa. Res pa je, da ni vedno nedvoumno, kaj pomeni pomemben rezultat. Zato je mogoče včasih proces opredeliti nekoliko širše, včasih nekoliko ožje. V okviru identifikacije skušamo proces umestiti tudi v procesno arhitekturo, torej na nek način opredeliti najprej, za kakšno vrsto procesa gre. V splošnem ločimo temeljne procese, podporne procese in menedžerske procese. Temeljni procesi so tisti, praviloma medfunkcijski procesi, ki tvorijo vrednostno verigo in ustvarjajo dodano vrednost za stranke. Kot že omenjeno, to so lahko nabava, prodaja, izdajanje dovoljenj, okoljski monitoring. Z menedžerskimi procesi po drugi strani načrtujemo temeljne in podporne procese, postavljamo njihove cilje, jih organiziramo, optimiziramo, koordiniramo, vodimo, nadzorujemo, kontroliramo in tako dalje. S podpornimi procesi pa omogočamo izvajanje temeljnih in menedžerskih procesov, to so recimo računovodski procesi, zaposlovanje in podobno. V procesni arhitekturi poleg
na nek način identifikacije vrste procesa. Določimo tudi mesto procesa v vrednostni verigi, naprimer nabava kot proces je pred proizvodnjo, ta pa pred prodajo. Vsi ti procesi skupaj pa rezultirajo v vrednosti za kupca oziroma stranko. Ali pa izdelava prostorskega načrta je v vrednostni verigi pred izdajanjem gradbenega dovoljenja. Na tem mestu lahko določimo tudi cilje in kazalce uspešnosti in učinkovitosti izvajanja procesov, tako imenovane Key Performance Indicators oziroma KPI. Sledi raziskovanje procesa, spoznavanje procesa. Izvajalci posameznih aktivnosti praviloma poznajo predvsem svoj del procesa, tako da skušamo na tem mestu dobiti celovito sliko, torej vseh aktivnosti, zaporedja njihovega izvajanja, razvojišč, s tem povezanih poslovnih pravil, dogodkov, izvajalcev, uporabe podatkov, informacijskih sistemov in podobno. Pogosto v ta namen procese grafično modeliramo oziroma prikažemo, po potrebi pa še dodatno opišemo nekatere podrobnosti, ki jih v sam grafični prikaz ne moremo zajeti. Modeliranje obstoječega procesa, torej temu rečemo kot je oziroma angleško as is, ni vedno nujno, predvsem ko gre za neke recimo radikalne spremembe pri izvajanju procesa oziroma nas sedanji način izvajanja procesa ne zanima. V večini primerov pa je to skoraj nujno, da lahko razumemo najprej slabosti obstoječega izvajanja procesov, s tem pa potem priložnosti za izboljšave, informatizacijo in drugo, kar smo že omenjali prej. Zelo pomemben prvi rezultat modeliranja procesa je tudi ta, da povečamo vidnost procesa. Kot že večkrat omenjeno, pogosto procesi v organizaciji niso vidni. Bolj je poudarjena organizacijska struktura, sploh če je ta hierarhična, medtem ko vsak vidi le tisti svoj del procesa, ki ga izvaja znotraj neke enote, redko kdo ali pa včasih nihče ne vidi pa celotne slike. Že sam proces modeliranja lahko prispeva k vidnosti, k sodelovanju, integraciji procesa in je včasih v resnici pomembnejši od samih modelov. To, da sedimo skupaj, vsi sodelujoči se pogovarjamo, ugotavljamo, kako dejansko poteka proces, zna biti včasih pomembnejši rezultat od modelov, ki nastanejo na koncu. Če dam samo za primer proces evidentiranja nepremičnin na geodetski upravi, ko smo skozi modeliranje preverjali prve ideje zakonskih rešitev in ugotavljali, da morda nekateri predlogi rešitev v praksi ne bi bili izvedljivi. Naslednji korak je analiza obstoječega procesa. V ta namen je razvitih kar nekaj tehnik, recimo tudi simulacija procesa, vendar je prvi in tudi najpogosteje uporabljeni način že sam pregled modela procesa. V resnici pogosto ugotavljamo slabosti in težave že v okviru modeliranja procesa in analiza je na ta način kar del faze modeliranja procesa. Nato izdelamo predlog prenovljenega procesa to be na podlagi vseh ugotovitev, tudi načrtov za informatizacijo. Lahko pa je po drugi strani tudi model kot bo procesa del opredelitev zahtev za informacijsko rešitev. Implementacija procesa pomeni, da proces spravimo v življenje, torej proces kot bo, v izvajanje. Vključuje to informatizacijo, organiziranost, se pravi, kdo kaj izvaja, delovna navodila, kako izvajamo proces in tako naprej. Na koncu je treba seveda izvajanje procesa tudi spremljati, da ugotovimo, ali smo dosegli cilje prenove, ali se proces izvaja uspešno in učinkovito, kar je potem spet podlaga, da tečemo naokrog. To je v bistvu, in tega se moramo zavedati, nikoli končana zgodba in zato je prav, da management procesov ni projekt, ampak neka stalna aktivnost v organizaciji. Če modeliramo procese, je pomembno, da se ti modeli potem vzdržujejo.
Življenje se spreminja, način izvajanja procesov tudi, in to naj se potem odraža tudi v modelih. Za modeliranje procesov je danes de facto standard tehnika BPMN oziroma Business Process Modeling Notation. Na sliki imamo prikazan en nekoliko poenostavljen model procesa izdajanja nekih dovoljenj, kar je upravni postopek in se mora pri izvajanju procesa upoštevati Zakon o upravnem postopku, kar tukaj ni v celoti upoštevano. Pa tudi vse skupaj je precej poenostavljeno, ker je namen predstavitev nekaterih najpomembnejših elementov tehnike BPMN. Seveda so osnovni elementi BPMN oziroma modelov procesov tisti, ki izhajajo iz same definicije poslovnega procesa. Dogodek je tisto, kar se nam zgodi, lahko je, kot omenjeno, rezultat izvajanja aktivnosti, lahko pa sproži izvajanje procesa oziroma aktivnosti. Na primer, prejeto naročilo kupca, prejeta vloga, dovoljenje postalo pravnomočno in podobno. V BPMN jih prikazujemo s krogci. Aktivnosti so tisto, kar dejansko delamo, prikazujemo jih z zaobljenimi pravokotniki. Pri modeliranju smo pozorni, da na tak način zapišemo tudi ime aktivnosti. Razlikovati moramo namreč med pošiljanjem sklepa, kar je aktivnost, ki pa rezultira potem v poslanem sklepu kot dogodku. S puščicami prikazujemo zaporedje izvajanja aktivnosti oziroma potek izvajanja procesa. Rombi pa se uporabljajo za prikaz razvejišč, kjer se ločijo različne poti, možne poti izvajanja procesa, lahko pa jih uporabimo tudi za prikaz združevanja poti. Poglejmo si podrobneje aktivnosti. Včasih želimo posebej označiti, na kakšen način se izvaja neka aktivnost, ročno, avtomatsko, v informacijskem sistemu, na primer kot storitev, lahko gre za pošiljanje ali prejemanje sporočila, dokumenta, podatkov, ročno v sistemu, po elektronski pošti, se pravi, tukaj imamo potem več možnih oznak, da to podrobneje pojasnimo. Včasih zaradi preglednosti nek vsebinsko zaokrožen del aktivnosti modeliramo posebej kot podproces, kar je potem v modelu procesa prikazano kot ena sama škatla oziroma podproces. To je koristno recimo zaradi preglednosti ali pa če se del aktivnosti večkrat izvaja na enak način znotraj procesa, včasih celo v več procesih, potem to modeliramo samo enkrat, uporabimo pa večkrat. Tipičen primer bi bil recimo v upravnih postopkih pritožbeni postopek. Je pa to lahko potem tudi podlaga za identifikacijo možnih večkrat uporabljivih storitev. Kar se tiče dogodkov, ločimo 3 vrste, glede na to, kje v procesu se pojavijo. Začetni, označeni z zelenim krogcem, predstavljajo pravzaprav sprožilce za izvajanje procesa. Zato velja o njih na ta način tudi razmišljati. Lahko jih je več, če je mogoče sprožiti proces na več različnih načinov. V tem našem primeru imamo na primer 2 možna načina za sprožitev procesa, in sicer lahko pride vloga po elektronski pošti ali pa stranka pride direktno v vložišče. Če se način izvajanja začetnih aktivnosti glede na 2 različna sprožilca razlikuje, potem je to smiselno modelirati kot 2 različna sprožilca oziroma dogodka. Končni dogodki, ki so označeni z rdečim krogcem, predstavljajo rezultate, do njih lahko pridemo po več poteh. Osnovno pravilo pri tem je, da z enim rdečim krogcem predstavljamo eno vrsto rezultata, tudi če do njega lahko pridemo po več poteh. Če se rezultati razlikujejo, potem uporabimo več krogcev. Spet, če pogledamo v našem primeru, imamo tukaj 3 možne rezultate. Vloga je lahko zavržena, vloga je lahko zavrnjena ali dovoljenje izdano.
Torej, to prikažemo s 3 krogci, čeprav lahko pridemo recimo do zavržene vloge po več poteh, glede na to, ali je bila obravnavana pritožba ali ne. Vmesni dogodki pa, kot pove ime, predstavljajo vmesne dogodke. Pazimo le na razliko med dogodki in aktivnostmi. Pogosto je presoja tistega, ki modelira, ali bo modeliral nek vmesni dogodek in s tem nekaj poudaril ali ne. Namreč, načeloma bi lahko med vsakima 2 aktivnostima dali vmesni dogodek, vendar to nekako zmanjšuje preglednost modela. Na primer, če pošljemo odločbo, je koristno označiti dogodek poslana odločba, ker od takrat naprej začnemo meriti čas za pritožbo. Tudi pravnomočnost je koristno eksplicitno prikazati. Tukaj imamo recimo poslan poziv k dopolnitvi vloge in na tej točki se začne meriti čas oziroma rok za dopolnitev vloge. Vsebinsko gledano pa lahko prikažemo časovne dogodke, pošiljanje ali prejemanje sporočil in nekatere druge, ki pa se v praksi morda nekoliko redkeje uporabljajo. Tudi razvejišče več vrst, glede na to, ali moramo slediti vzporedno vsem potem, to je in oziroma and, vzporedno, natanko eni poti, to je ekskluzivni ali oziroma or. Naj poudarim, da je tukaj x neobvezen, kot lahko vidimo slike, ali eni ali več potem, to je pa inkluzivni ali oziroma or. Zanimivo je tudi dogodkovno razvejišče, kjer je odločitev o tem, kateri poti slediti, odvisna od dogodkov, ki se zgodijo. Na primer, ali prej prejmemo pritožbo ali prej poteče rok za pritožbe. Tega je pravzaprav v pravnih postopkih kar veliko. V modelu pa je to videti takole. Tukaj imamo primer dogodkovnega razvejišča, ali je prej prejeta dopolnitev, potem sledimo eni poti, oziroma ali je prej potekel rok za dopolnitev, sledimo drugi poti. Načeloma se v primeru razvejišča uporabi simbol romba tudi, ko se poti spet združujejo, vendar so tu možne nekatere poenostavitve, predvsem zaradi preglednosti. Najpogostejši primer je, ko uporabimo XOR, se pravi ekskluzivni ali, kjer lahko poti združimo kar v naslednjo aktivnost brez uporabe romba. Z BPMN lahko prikazujemo tudi organizacijske in podatkovne vidike izvajanja procesov. Pri tem steze predstavljajo praviloma organizacijske enote, kjer se aktivnosti umeščene v te steze izvajajo. Tako prepoznamo iz modela izvajalce aktivnosti. Ko je poudarek na informatizaciji oziroma digitalizaciji, pa je koristno prikazati tudi, kateri podatki se uporabljajo za izvajanje aktivnosti oziroma katere podatkovne shrambe, baze, dokumentne baze se uporabljajo. Pri modeliranju je vedno potrebno upoštevati tudi namen modeliranja, na primer, čemu dajemo poudarke. Če je namen integracija in razvoj informacijskih sistemov, potem, kot rečeno, velja prikazati tudi potrebne podatke in baze. Če je namen poslovno modeliranje, torej razumevanje poteka procesa, identifikacija problemov, izboljševanje procesov, potem mora biti model manj podroben, saj je berljivost modela tu zelo pomembna. Če pa je namen modela, da predstavlja del specifikacij za razvoj informacijske rešitve, na primer delovodnik, potem mora biti model bistveno bolj podroben. Poglejmo si še nekaj specifičnih vrst modelov. Procesna arhitektura prikazuje splošni procesni sistem organizacije. Drugače povedano, gre v bistvu za seznam procesov, iz katerega so potem razvidni tipi procesov in predvsem njihova umestitev v vrednostno verigo. To je začetna točka, če se lotevamo menedžmenta procesov zgoraj navzdol, drugače povedano neke vrste big picture in podlaga za hierarhično analizo procesov v nadaljevanju.
Globalni procesni model pa že prikazuje povezanost procesov med seboj, ki ni vedno samo linearna, kot je to razvidno iz vrednostne verige. Lahko prikazuje tudi ključne faze nekaterih kompleksnejših procesov, vsekakor pa gre za visokonivojski model, ki še ne prikazuje takšnih podrobnosti, kot jih prikazuje potem model posameznega procesa, četudi je ta modeliran na poslovni ravni. Globalni procesni model je lahko zelo koristno orodje, ko želimo integrirati informacijske sisteme tudi preko meja posameznega procesa. Tudi tukaj lahko prikazujemo ključne podatkovne zbirke, podatke in izvajalce. En primer globalnega procesnega modela na področju evidentiranja nepremičnin, iz katerega so lepo razvidne povezave med procesi, na primer, da v nekaterih primerih sprememba meje občin v registru prostorskih enot zahteva tudi izvedbo upravnega postopka, to je izvedbo procesa evidentiranja podatkov o nepremičninah. Pri prenovi procesov, torej ko oblikujemo kot bo modele, moramo upoštevati več vidikov. Izhodišče so vedno strateški cilji. Zakaj proces v sistemu vrednosti sploh obstaja? Tako lahko preberemo, da je eno od osnovnih načel varstva okolja načelo preventive, kar pomeni, da je lahko včasih izvajanje procesa tudi nekoliko dražje, v dokumentu piše razumno višji stroški, z namenom seveda doseganja kakovostnih rezultatov procesa, to je čim boljših odločitev. Ponovno velja omeniti tudi priložnosti, ki jih ponuja informacijska tehnologija za prenovo procesov, to je integracija sistemov, souporaba podatkov in podobno. Po drugi strani pa ne smemo zanemariti omejitev, ki včasih preprečujejo kakšno teoretično morda odlično rešitev. Pa absorpcijsko sposobnost organizacije. Pogosto se namreč zgodi, da organizacija preprosto ni pripravljena na spremembe, predvsem organizacijske, zato so projekti digitalne preobrazbe, ki ta vidik zanemarjajo, praviloma neuspešni. Kot lahko vidite, obstaja ocena, da je nekje manj kot 40% tovrstnih projektov popolnoma uspešnih, ostali pa le delno ali v celoti. In v večini primerov informacijska tehnologija ni razlog za neuspeh. V splošnem pa moramo pri oblikovanju predlogov sprememb upoštevati tako imenovani hudičev štirikotnik. Ta pravi, da pri prenovi procesov v osnovi zasledujemo 4 cilje: skrajševanje časa, nižje stroške, višjo kakovost in večjo prilagodljivost pri izvajanju procesov. Vendar, če zasledujemo vse 4 cilje, se moramo zavedati, da jih ne moramo dosegati v enaki meri. Na primer, za zagotavljanje kakovosti moramo običajno v procesu vgraditi kontrole, kar pa povečuje čas in stroške. Procesi, ki se lahko prilagajajo, recimo pričakovanjem strank, so praviloma bolj kompleksni in posledično seveda tudi dražji. Pod črto, za uspešno modeliranje in management poslovnih procesov so potrebne izkušnje s področja managementa in modeliranja procesov, uporaba dobrih praks in seveda veliko domenskega znanja oziroma dobro poznavanje delovanja organizacije, ciljev organizacijske kulture, informacijskih sistemov in seveda vseh aktivnosti, ki se v procesih izvajajo. Želim vam uspešno modeliranje in digitalno preobrazbo poslovnih procesov.